da se medijski trg izredno razvija in da vse anomalije, ki jih lahko pripišemo tako kapitalskim kot političnim posegom in ki danes so na slovenskem trgu izrazito prisotne, pa naj gre za javni del ali za zasebni, da seveda jih je treba gledati skozi oči neke strokovnosti in nekega utemeljenega razvoja. Zato je ta dokument, ki je razdeljen na oceno stanja in pa priporočila za spremembo strukturnih, zakonodajnih in nadzornih mehanizmov na področju medijske politike, poskuša in upam, da bo tako tudi razumljeno v splošni javnosti, politični javnosti in nenazadnje tudi v javnosti, ki jo predstavlja kapital, preseči in stopiti narediti korake k razreševanju tega. Vsi vemo, da če se bo to še naprej zaostrovalo, še večja anomalija in se bodo dogajale še hujše anomalije na medijskem področju, bomo na slabšem vsi. Na slabšem bojo državljani, na slabšem bomo tisti, ki v medijih ustvarjamo, in na slabšem bo seveda tudi politika in kapital kot tista, ki sta dolžna tudi zaradi svojih lastnih interesov prisluhniti interesov, kako naj se medijsko področje ureja. Seveda smo posegli na vsa področja, če začnem na prvi pogled banalnega, torej spremenjanje tehnologije, banalnega v tem slovenskem okvirju, kar se je vse dogajalo, kjer se je treba spraševati, ne vem, o tem, ali je zadovoljivo, da se celotno področje informacijskih medijev, ki nastopajo skozi nove tehnologije, sploh ne regulira in ne obravnava na Ministrstvu za kulturo. Torej, popolnoma sistemske ureditve z vidika države. Jasno, tudi to, kar se je pojavilo v tem času, je tudi spraševanje o novinarski odgovornosti in kako reprezentirati kritičnost do lastnega stanu v javnosti. Kako nadgraditi te elemente, naprimer častno razsodišče. Seveda pa so predlogi natančni, ko gre za vprašanje etike, ko gre za vprašanje krovnega zakona o medije, ko gre za zagotavljanje vsebinske pluralnosti in raznolikosti. Ocenili smo vsa ta področja, jih razdelali, pogledali ureditve, ugotovili anomalije. Enako velja za status in položaj javne RTV Slovenija. Enako velja za status programov posebnega pomena. Za samo ureditev Ministrstva za kulturo, ki sem jo že izpostavil, za vprašanje javne agencije oziroma državne agencije tiskovne in seveda za vprašanje same digitalizacije. Z drugim besedami, poskušali smo, še preden se razprava začne tudi skozi politiko, ki že začenja to razpravo, kot mi slišimo, stranke že govorijo, da imajo pripravljene zakone, naprimer o medijih, o javni RTV, pri čemer velja biti pozoren na opozorila iz tega dokumenta, da analiz ni v tem trenutku, teh, ki bi bile lahko temelj sploh odločitva, da Ministrstvo za kulturo je še tisti borni oddelek za medije v veliki meri razgradilo in naši pozivi grejo v tem smislu, da se k temu pristopa profesionalno in ne ad hoc, odvisno od vsakršnega prebliska, tako kapitala kot politika.